Kot veste, obstoječi zakon o prevozih v cestnem prometu pozna samo medkrajevni avtobusni promet, ki je v pristojnosti države, in pa mestni avtobusni promet, ki je v celoti v pristojnosti občin. S tem, da po obstoječem zakonu mestne linije avtobusnega prometa nikakor ne smejo preseči ali pa potekati preko meja občine. Zakon obstoječi tudi določa, da morajo tiste občine, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, to sta v Sloveniji mestni občini Ljubljana in Maribor, obvezno urediti mestni avtobusni promet. Seveda težava nastopi, ker linije mestnega prometa ne smejo teči po tem zakonu preko meja občine, potrebe v širši ljubljanski in pa tudi mariborski regiji, potrebe potnikov pa so večje. Verjetno se še spomnite zapletov zlasti pri uvajanju podaljšanja mestnega potniškega prometa na Škofljico, ki je potekalo z velikimi težavami. No, eden izmed poglavitnih razlogov za sprejem tega zakona pa je to, da se sedaj lahko mestne linije podaljšujejo tudi preko meja mestne občine, se pravi v širše zaledje, in s tem se seveda dostopnost potnikov do mestnega potniškega prometa poveča. Tako recimo v Ljubljani so te potrebe zagotovo v teh primestnih občinah, kot so Trzin, Domžale, Grosuplje, Vrhnika, pač tako velike, in s tem se seveda ta pravna praznina, ki jo je obstoječi zakon imel, rešuje. Drugi razlog za vložitev in drugi razlog spremembe pa je seveda možnost, ki jo obstoječi zakon ni poznal, to pa je, da se lahko sedaj mestni promet financira tudi iz sredstev državnega proračuna. Doslej te možnosti ni bilo, v praksi to pomeni, da bodo lahko občine zaprosile tudi za subvencioniranje mestnih linij, seveda iz državnega proračuna. In pa seveda tretji razlog za uvedbo sprememb pa je predhodno soglasje Direkcije za ceste kot državnega organa. Povsod tam, kjer občine zahtevajo kakršnokoli spreminjanje cen in pa prevoznih pogojev za najbolj občutljive kategorije potnikov, ki najbolj rabijo javni prevoz, se pravi otroke, dijake, študente in pa upokojence. S to novelo, s tem predlaganim členom se želi preprečiti samovoljno spreminjanje cen in pa pogojev, kot se je to zgodilo v mestni občini Ljubljana, ko je spremenila pogoje za prevoze dijakov in pa študentov, ki ne stanujejo v mestni občini Ljubljana. Menimo, da po 2 letih, ko smo čakali, da bo minister za promet vendarle na področju integriranega javnega potniškega prometa vložil vsaj zakon, kar se seveda ni zgodilo, ob tem, da vidimo, da so nastali problemi, da javni potniški promet se ne razvija tako, kot si želimo. Menimo, da so ta 3 dopolnila, ki jih predlagamo v sprejem Državni zbor, se pravi, da se mestne linije lahko podaljšujejo v zaledje primestnih občin in da se lahko seveda potem tudi financirajo iz sredstev državnega proračuna, ter pa seveda, da se ta samovolja lokalnih skupnosti, ki bi lahko nastala, in s tem seveda različni pogoji za prevoze potnikov, pač omeji, da so to tiste nujne spremembe, ki bodo pozitivno vplivale na povečanje števila potnikov, ki bi koristili javni potniški promet.